Pozdravljeni! Čas je za nogomet. Sliko smo v Ljubljani, kjer se bo kmalu začela tekma 10. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku Šiška oziroma na Žaku se bosta pomerila domači Bravo in Gorica. To bo seveda zelo pomemben obračun za obe ekipi, mi pa poglejmo, kaj sta pred začetkom obračuna povedala oba trenerja. Kavčič umirja, poiskal je Miliča. Kavčič. Milič. Z izjemo Velikonje so nogometaši Gorice postavljeni, za žogo Velikonja pa ima nekaj več svobode. Svetlin. Križan. Tudi Križan se zdaj vključil naprej. Dobra akcija Križana. Križan strelja! Toda mimo vrat Likarja. Ja, glede na avt izvajal na mestu, odkoder je žoga zapustila igrišče, tole pa je priložnost za Gorico, strel Kranjca, toda odlična obramba Lubeja Finka. Velika priložnost za Gorico. Svetlin, Jakšič, Svetlin, dobro zdaj Tamar Svetlin, ustvaril je višek, toda Širok je bil na mestu. Kramarič, Skota, ostra poda, priložnost za Bravo in ni zadetka. Ostaja pri zidu 0:0, Kavčič. Petrovič ni uspel priti do žoge, Trdin lepo na levo stran. Kavčič ima ogromno prostora, kaj lahko pokaže. Kavčič preigrava, dobra podaja Kavčiča, Kurtovič do strela in 11-metrovka. 11-metrovka za Bravo, Kurtovič je bil nepravilno oviran. Pregled je končan, ostaja pri 11-metrovki. Kramarič, Martin Kramarič, zelo zanesljivo in Bravo vodi z 1:0. 21. minuta, srečanili varovanci Mirana Srebrniča. Kramarič je tule zanesljivo izvedel strel z bele točke, Likarja poslal v eno smer, streljal v drugo in Bravo torej povedel vodstvo. Urbančič. Napaka Hrke in zdaj priložnost za protinapad Brava. Flakus Bosil ima priložnost, levo se mu odkriva Kramarič. In tule je bil Flakus Bosil zelo sebičen v sočne besede Martina Kramariča. Veliko do izraza. Nova priložnost za Bravo, Flakus Bosil, tu je Kramarič. Kramarič in gol. Bravo vodi z 2:0, 37. minuta srečanja. No in Flakus Bosil se je odkupil za tisto prejšnjo akcijo, ko ni pokazal dovolj kolektivnosti. In tokrat je poiskal Kramariča, ki je dosegel še drugi zadetek na tem obračunu, svojega 3. v letošnji sezoni. In zdaj seveda Kramarič, najboljši strelec Brava. Potem pa je bivši nogometaš Maribora ohranil tudi mirne živce. Takole je najprej poiskal Bosilja, ki je žogo zavrnil, Cerovec ni uspel razčistiti. Kramarič pa je to kaznoval, spravil žogo za hrbet Likarja in zdaj imajo Šiškarji zares lepo prednost. Na zadnjih 5 odigranih domačih prvenstvenih tekmah so nogometaši Brava dosegli samo 1 gol. Lepo Tamar Svetlin, Urbančič je izpadel, Svetlin pred vrata. Flakus Bosil je bil naslovnik tega predložka, toda mislim, da je bil Urbančič celo v prepovedanem položaju, zato mu Vekič ni podal. Bešir za Hrko. Vekič. Bešir, bori se Bešir. Žan Bešir strelja, toda brani Lubej Fink. Dobra akcija Beširja, da no izenačil z Radomljami na 7. mestu. Gorica pa je tako zdaj na 9. mestu, ki ne zagotavlja obstanka v ligi. Tule vidimo statistiko. Ekipi ste. Dejan Grabič, prišli ste do popolnoma zaslužene zmage, odlično ste delovali v nekoliko spremenjenem sistemu. Lahko takšen Bravo pričakujemo tudi na naslednjih tekmah. Hvala za čestitke. Zdaj, da smo odlično delovali, se ne bi strinjal, ker je Gorica imela v prvem polčasu 2 čisti priložnosti. Tako čisti priložnosti ni bilo na zadnjih 4 tekmah proti naši ekipi. Se pravi, smo imeli takrat srečo. Kar se pa tiče, ja, je pa veliko olajšanje, da se nam je tokrat poklopilo. Vse, kar se na prejšnjih tekmah ni. Ko smo ustvarjali ogromno, nasprotniku dovoljevali malo, ampak smo vseeno bili kaznovani. Tako da čestitke igralcem, ker so bili vztrajni, disciplinirani in ker so na koncu znali zrelo pripeljati tekmo v koncu. Najlepša hvala.
Martin Kramarič, zelo pomembna zmaga, dosegli ste tudi 2 zadetka, verjetno bi težko bili bolj zadovoljni. Sigurno smo zelo zadovoljni, mislim, da smo taktično odigrali odlično tekmo. Mogoče par trenutkov v prvem polčasu so si Gorica ustvarila neke priložnosti, ampak mislim, da potem v nadaljevanju v drugem polčasu smo odigrali zrelo in smo, mislim, da zasluženo zmagali. Ves čas ste tudi garali v obrambi, je morda tudi malce zaradi tega zmanjkalo energije za kakšen boljši protinapad v drugem polčasu? Ja, sigurno, pa tudi dogovorili smo se, da v zadnji coni pred golom ne riskiramo in pač zdelate tudi težko igrišče, malo je mehko, tako da malo je zmanjkalo za kakšno dobro kontro. Hvala. Hvala. Danes niste uspeli priti do pozitivnega rezultata proti Bravo. V prvem polčasu ste imeli določene priložnosti, v drugem polčasu pa ni bilo nekako prave energije. Kaj je po vašem mnenju zmanjkalo Gorici? Jaz mislim, da je energija bila, ampak da je bilo preveč tehničnih napak v podajah in Bravo to izkoristil in zasluženo zmagal. Najlepša hvala. Miran Srebrnič, Bravo je danes prišel do zaslužene zmage, bi pa se lahko drugače končalo, če bi recimo Alen Kranjc realiziral tisto zlato priložnost v prvem polčasu. Je veliko obžalovanja zaradi tega? Ne, sigurno, da tekma bi se lahko drugače obrnila. Bila je smrtna priložnost, ampak kaj ćemo... Nismo zadeli, na to smo dobili gol v bistvu z naše žoge, z neke pol kontre. Penal tudi, ne vem, če je prav bil tak faul. Potem še drugega malo po napaki in težko potem se vrniti, čeprav potem smo imeli za v bistvu prečko in še Ahmetaj je imel smrtnost glavo, da bi se mogoče vrnil v igro. Drugi polčas nekje smo provali malo zmenjavo sistema, nekaj bolj riskirati, vendar nismo uspeli, da bi zadeli. Bočna branilca sta v drugem polčasu stopila malce višjo. Kaj potem zmanjkalo, da ni bilo prave distribucije pred vrata? Kaj bi morali delati drugače? Ne, mislim, da danes v celoti kot tekmi mislim, da smo bili slabi v pasu. Nekako površni in predvsem prepočasni. Je treba bolj hitro igrati, bolj natančno, če hočeš potem, da pride do nekega viška. Tako da v tem segmentu mislim, da danes nismo bili dobri. Najlepša hvala.